Spoštovani, Svetovni dan učiteljev vsako leto obeležujemo 5. oktobra. Za letošnji Svetovni dan smo se v Zavodu svetega Stanislava odločili, da se pridružimo skupni pobudi UNESCO, ko postavlja v središče učitelja in pa ostale zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki pomagajo mladim pri razvijanju njihovih sposobnosti, njihovih talentov in seveda na ta način preoblikujejo tudi svet in pa prihodnost, v katero želimo priti. V Zavodu svetega Stanislava smo zato o vlogi učiteljev, pa tudi drugih delavcev povprašali v različnih enotah, vrtcu, osnovni šoli, glasbeni šoli, gimnaziji, dijaškem domu, pa tudi v kuhinji, kako pravzaprav vidijo svojo vlogo učitelja in pa svoj odnos do svojega poklica, ki so ga izbrali. Želimo vam, da ob teh pričevanjih prejmete navdihujoče zgodbe, pa tudi spodbude za svoje lastno življenje, pa tudi za tiste, katerim ste vi kot učitelji ali starši poslani oziroma mladi, katerim boste nekoč poslani. Vse dobro. Odkar pomnim, sem želela delati z mladimi. Kot majhna deklica sem sanjala, da bom postala pediatrinja, se je kasneje raje odločila za študij na Akademiji za glasbo in se že kot študentka veselila, da bom svojo ljubezen do glasbe lahko vse življenje delila z mladimi. Zato, ker sem že od zmeraj rada delala z otroki. Že kot najstnica, čeprav nisem imela svojih mlajših bratov in sester, da bi, z njimi se igrala, jih previjala ali kaj takega, ampak od zmeraj sem čutila, da bi bila lahko vzgojiteljica, učiteljica v osnovni šoli, morda tudi v srednji. Tako da je bilo to kar nekak naraven potek izbire za poklic. Skozi moje glasbeno izobraževanje sem ugotovila, da mi je poleg koncertnega udejstvovanja zelo všeč tudi pedagoško delo. Veseli me delo z otroki in to, da jim lahko predstavim glasbo in v njih vzbudim željo po muziciranju in odkrivanju te veje umetnosti. Vzgojitelj sem se odločil postati zaradi tega, ker sem že v mladosti veliko delal z mladimi, razna prostovoljstva, animatorstva, vodenje skavtov, pa tudi nekaj prostovoljstva v tujini. Ja, jaz sem zelo zadovoljna s svojo odločitvijo. Sicer sem rabila kar nekaj časa, po pravici povedano. Sploh po faksu se ti zdi, da nekako veš, da to sicer nekako je tvoja smer, ampak v praksi pa se vseeno izgledajo stvari malo drugače. Ampak zdaj, ko sem zaposlena pol leta, ko sem vsak dan z otroki, ko imam svojo skupino, se mi zdi, da res je to bila prava odločitev. Čeprav ni bila direktna odločitev, je pač se zgodilo, kakor se je zgodilo. Ampak sem hvaležna, da sem prišla na predšolsko vzgojo. Sem zadovoljen, da sem tukaj v zavodu. Sicer so vzponi in padci, ampak mi odgovarja, ker je zelo razgibano delo, ki imamo od 1 leto starega pa do 24 let stare otroke. Tako da je res pester ima otrok. Mislim, da sem iznajdljiva, preprosta in ljubeča oseba. Dobronamerno, nasmejano, to mi pogosto rečejo kolegi, in pa čedalje bolj pri sebi vidim, da sem tudi Boga boječa. Igriva, ljubeča in odločna. Učitelja bi si želel srečati, da je nasmejan, pripravljen pomagati in pa da vidi samo dobro, da je optimističen. Ustvarjalna, iskrena in potrpežljiva. Vztrajen, natančen in skrben.
Ja, prav posebenega dogodka nimam, ker sem bolj jaz v ozadju, ampak kakšen dogodek pa je, ko te učitelj na malici sreča in pohvali hrano in reče, danes je pa res odlična hrana. Jaz sem na začetku moje učiteljske kariere trenutno, ampak imam vseeno že zelo veliko čudovitih spominov. Včasih super moč občutam kar v učilnici, naprimer takrat, ko kakšen učenec po dolgih urah vaje in vloženega truda končno doseže rezultat, premaga težavo in napreduje. Veliko lepih trenutkov pa se zgodi na koncertih. Takrat sem zelo ponosna na moje učence. Zelo sem ponosna na njihov napredek pri igranju in na to, kako vse bolj zaupajo sami vase. Ja, takih dogodkov je veliko. Med njimi recimo so te razni dogodki, ki jih prirejamo na ravni dijaškega doma. Naprimer, na misel mi pridejo vodne igre od lanskega leta, ko smo se pol še z dijaki malo na sredi igre se je igra malo prelevila v vse splošno zalivanje, no, tako da to je bilo kar fajn. Taki dogodki so mi všeč. Jaz sem zelo vesela, da sem tukaj. Najboljš pri tem pa so v bistvu sami odnosi. Meni je všeč, ker sem delala v drugih vrtcih, mi je pač pri tem naprimer izstopajo odnosi, no? Sam odnos od vzgojitelja do otrok, način komunikacije, pa tudi odnosi med samimi zaposlenimi. Se mi zdi, da je neko okolje, kjer se spodbujamo med sabo, čist iz dneva v dan in da je res neka ta požrtvovalnost med nami, no? Tako da ni neke računice. In seveda tudi pač verski aspekt tega vrtca, ker se mi zdi, da pač če verjameš v Boga oziroma pač se trudiš v tej smeri rast, da v bistvu to dajati otrokom naprej je v bistvu največ, kar jim lahko damo. Mislim, da je največja prednost to, da se lahko versko izražam. To čedalje bolj opažam, to mi tudi veliko pomeni in da najdem tukaj tudi sogovornike v kolegih v tem. Drugače pa tudi naša lepa šola pripomore k, bom rekla, dobremu delovnemu okolju. To, da je samo nadstropje nad mano tabernakelj, da imam navdihujoče sodelavce, s katerimi ustvarjamo fantastične projekte, in to, da sem ves čas obkrožena z iskrivimi, radovednimi, bistrimi, srčnimi, sočutnimi mladimi, ki vsak zase sijejo in žarijo na vso moč. Hkrati pa se trudimo slišati drug drugega, tudi takrat, ko je težko, si pomagamo, se skupaj veselimo, praznujemo in delamo dobro.